Dragoše so živi spomenik. Plačale so krvavi davek v moriji, v kateri so bili vaščani krivi samo tega, da so bili tukaj doma in da so bili Slovenci. Zato se enkrat letno dobivamo že skoraj 60 let, da v tihem spoštovanju do mrtvih opevamo življenje, ki so ga te žrtve omogočile. Tudi danes bomo v tem spoštovanju enotni. Je tako, tovariši in tovarišice? K besedi vabim predsednika organizacijskega komiteja prireditev po stezah partizanske jelovice, tovariša Draga Štefeta. Spoštovani Dražgošani, prijatelji Dražgoš, pohodniki, ki ste v izredno slabih razmerah prišli v Dražgoše, borci, aktivisti, taboriščniki, izgnanci 41-45, Zveza koroških partizanov, veterane vojne za Slovenijo, praporščaki, nastopajoči. Začenjam 59. spominsko slovesnost partizanske jelovice ob 74. obletnici težkih bojev, težkih obrambnih bojev Cankarjevega bataljona v Dražgošah, ki v zgodovinskem spominu pomenijo prvi veliki upor proti okupatorju na naših tleh ter skupaj z decembrsko poljansko vstajo edino množično vstajo na Slovenskem v prvi polovici obdobja NOB. Vse lepo pozdravljam. Med nami posebej pozdravljam predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, predsednika Državnega zbora Republike Slovenije dr. Milana Brgleza, župana občine Železniki magistra Antona Luznarja, načelnika generalštaba Slovenske vojske generalmajorja dr. Andreja Ostermana, častnega predsednika Zveze borcev Slovenije Janeza Stanovnika v spremstvu s frančiškanom patrom Bogdanom Knausom, in slavnostnega govornika, akademika, pisatelja Saša Vugo. Ter poslance Državnega zbora, predsednika in člane sveta, podpredsednike vlade in ministre, predstavnike političnih strank in župane. Spoštovani, spomin na upornost, pogum in borbenost partizanov Cankarjevega bataljona v tisti hudi zimi leta 1941-1942, ker podpora večine prebivalstva teh hribov in dolin naj bo nam vsem in še posebej mladim v oporo in izziv pri premagovanju današnjih težav. Ta spomenik, pred katerim stojite, in drugi pomniki NOB bodo preživeli in zgodovina bo postavila na laž vse klevete na račun partizanskega uporniškega gibanja v letih 1941-1945. Želim vam, da uživate v programu današnje slovesnosti in preživite lep dan v Dražgošah. Domov se vrnite z radostjo v srcu. Počastimo te prelomne dogodke in plemenite ljudi, najprej s polaganjem vencev k spomeniku dražgoškim žrtvam.
Prvi bo venec k spomeniku položil predsednik države Borut Pahor. Vence bodo položile tudi delegacije krajevne organizacije Zveze borcev za vrednote NOB Dražgoše Rudno. Zveze združenj borcev NOB Slovenije. Združenja borcev NOB Škofja Loka. Združenja borcev NOB Ajdovščina Vipava. Društva Tiger Primorske. Območna organizacija socialnih demokratov Škofja Loka. Župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković. Delegacija Tržaškega partizanskega pevskega zbora Pinko Tomažič.
Vzamem največji list, celo polo papirja in narišem svet. To je podoba velikanskega krompirja. Potem vzamem škarje, odrežem kos krompirjastega sveta, nanj narišem hišo, pred hišo psa, za hišo grič, na grču drevo. Med vejami sedi čuden ptič in poje. To sem jaz, ko si preganjam dolgčas. Če položim poslikan papir na tisti velikanski krompir in prisluškujem, kot antina napet, slišim, kako moja pesem odmeva čez ves svet. Vedno gre za ljubezen do domovine. V tistih viharnih časih je šlo in danes gre. Mladi s tem res nimajo težav. Sploh pa ne 7-letni otroci. Če bomo njih prav naučili, bosta njihova ljubezen in spoštovanje do domovine brezpogojna in trajna. Včasih greš, pa ne veš kam. Včasih greš za nosom kar naravnost in na levo, pa malo na desno in spet naprej, kot da svet nima mej. Včasih greš, pa ne veš kam. Nekaj iščeš, pa ne veš kaj. Srce pa ti utripa tako močno, kot da ve, da boš nekoč našel in boš vedel kam in boš vedel kaj in ne boš več sam.
Njegovo življenje je prepleteno z ljubeznijo do slovenskega jezika. Pisec je še iz mladinskega obdobja v prvih povojnih letih, v študentskih letih pa tudi priznan in šolan glas Radia Ljubljana. Je tvorec temeljev slovenske televizijske dramaturgije. S svojim čudovitim glasom je z neprikrito primorsko melodiko predstavljal poučne komentarje in spremne besede k televizijskim uprizoritvam. Danes je med drugim slogovno najbolj dovršen pisec slovenskega zgodovinskega romana. Svoje življenje posveča slovenstvu, ki se mu je uporno zapisal že ob rojstvu v Mostu na Soči, tistemu Mostu na Soči, za katerega je gotovo ponosen, da ga je povojna Jugoslavija iztrgala iz italijanskih rok. Današnji slavnostni govornik je akademik Saša Vuga. Spoštovani, dragi rojaki, Dražgoše so nesmrtne. Vse te preizkušene gore, ki bodo na veke, kar so, mogočen pomnik, bodo živo pričale, ko bo krog njih že marsikaj za vekomaj. Tudi vse te preizkušene gore, ki bodo na veke, kar so, mogočen pomnik, bodo živo pričali, ko bo krog njih že marsikaj za vekomaj zvenelo, potihnilo, zašlo. Dražgoše bodo, dokler bomo Slovenci. Ugasnile bodo šele, če bo usahnil slovenski rod. Dotlej naj ga krepčajo, mu kažejo pot, mu stanovitno dajo pogum in zlasti samozavest. Francoski pisatelj Anatole France je z modrostjo klasika razsodil: preteklost je edina reč, ki je za našo zavest trdna. To je zid, ki oben lahko naslonimo hrbet in se zagledamo v praznino, ki prihaja v prihodnost. Tudi na Slovenskem so, vidimo, kraji, ki jih je navidezno naključje vzdignilo iz povprečnosti v neminljivost, jih požlahtnilo v svetišče. Zgodovina, beremo, je zapisana usoda. Če se iz nje ne učimo, se bo ponovila. Ali kot je neka nemška družina v Kobariškem muzeju o Soški fronti zabeležila 1998. leta v knjigo vtisov: zgodovina poučuje vsak dan, in pa primanjkuje učencev. Včasih kaže pomisliti na romanopisca Ferdinanda Camona, ko se zgodovinske ujme pomešajo in se dijak pri naštevanju letnic zmoti za 300 let, pomeni, da okoliščine več ne bolijo. Pa hkrati pomisliti na ameriškega marinca, ki je 1942. preživel krvavi ples na Guadalcanalu v Salomonovem otočju in v pismih bralcev potlej izpovedal, kot da so mrtvi daleč krog in krog mene naročili: povej ljudem, kaj se je tu v resnici dogodilo. Vsakič, ko me prevzame epopeja, imenovana Dražgoše, se spomnim nanj, ki je o njem ognjeviti lirik Giosuè Carducci 1906.
prvi italijanski Nobelovec, avtor znamenite himne Satanu, velikemu borcu za svobodo človeškega duha, razmišljal: Rim je velik ne le zaradi Cezarja, Cicera, arhitekture, prava in tako naprej. Rim je velik tudi za voljo pokončnosti gladiatorjev, ki so se 73. leta pred našim štetjem v mestu Capua uprli in se po zmagah in po porazu raje vrgli na svoj meč, kot pa da bi spet pokleknili. Zame je ta kraj, piše Carducci, svet, ko ga v tihih nočeh obiščem in ujamem tožbo Spartakovih sužnjev, pribitih na križ, se ganjen priklonim njihovemu spominu. Tako laureat za poezijo Giosuè Carducci. Zakaj je Spartak postal pojem pokončnosti, človeškega dostojanstva, povsem nespornega, pozitivnega, čeprav se je suženj uprl tedanjemu cesarju Bogu? Mar je kje kateri odpadnik dosegel tolikšno stopnjo spoštovanja, občudovanja in moralne časti? Sred prejšnjega stoletja je ob razbijaškem kankanu zlasti Evropo vse bolj obnorevalo v pekel, ki je v primerjavi z njim Dantejev zgolj genialna literatura. Pripravljal se je strašen konec nekega sveta. Perspektive so bile apokaliptične, čas pa čas grotesk, celo karikatur. Smrt je jadrno začela spreminjati življenje v usodo, čeprav je že Publij Cornelij Tacit, rimski zgodovinar, sodil, kako je mir zgolj izčrpanost po kakšni krvavi, grobi vojni. Hkrati smo hitro prešli v leta najbolj barbarskega, protislovenskega divjanja najbolj banalnih nemških in italijanskih oblasti. V čas, ko je akademski slikar Tone Kralj v krvnikih, ki v Šentviškogorski cerkvi mučijo svetega Vida, tvegal in glavnemu rablju narisal Mussolinijevo lobanjo in žabasto čeljust. Židje in Slovenci smo bili naroda namenjena za popoln nič, pogin. Zato rad večkrat in spet navajam dva kanibalsko gnusna zgovorna dokumenta. Prvi, v dnevniku grofa Čana, Mussolinijevega zeta in zunanjega ministra, je za 5. januar 1942, ko je sprejel tajnika fašistov Julijske krajine, naslednje: Vidosoni mi je razložil krvave namere proti Slovencem, namerava vse pobiti. Opozoril sem ga, da jih je milijon. Ni važno, je odločno odgovoril, delati moramo kot naši v Afriki, vse pokončati. Drugi dokument, visoki komisar Emilio Grazioli, je leta 1942 poslal iz Bele Ljubljane v Rim naslednji načrt. Vprašanje slovenskega naroda se lahko reši po enem od tehle načinov. Prvič, da ga uničimo. Drugič, da ga razselimo. Tretjič,
da ga povsem asimiliramo. Moramo se samo odločiti za smer, ki jo bomo ubrali. Ta dva dokumenta tako ostudno, jasno pričata o neki že načrtani prihodnosti, da tretji ni potreben, pa vendar naj dodam osebno pričevanje. 1942. leta me je 12-letnega dijaka Salezijanskega zavoda San Luigi v Gorici doletela velikanska čast. Na 25 metrov sem na trgu, od zmeraj imenovanem Travnik, po 1918. pa Piazza della Vittoria, Trg zmage, gledal nič kot Mussolinija, penastega od akcij Janka Premrla Vojka. Skakal je po balkonu prefekture, rjovel, smešen pod pombasto čelado, na labodje pero, bisogna sterminare tutti i maschi di questa maledetta razza. Kar v natančnem prevodu pomeni, treba je iztrebiti vse moške ali samce tega prekletega plemena ali pasme. Seveda ni slutil, da bo čez 3 leta za pete obešen, visok kot zaklana mrhovina sred Milana. Ampak to ni bila cirkuška komedija, bila je groteskna tragedija. Od tega klovnovskega rjovenja je v mukah umrlo na tisoče naših ljudi. Zgolj mimogrede, istega dne po noči so v tržaški, slovenožerski ječi Koronejo do nezavesti mučili tudi mojega očeta. Hitler, za tega enako vemo, kako triumfatorsko je svojimi generali korakal po Mariboru in mrkoterjal, napravite mi to deželo spet nemško. Prav zaradi Dražgoš niso Gorenjske priključili Rajhu. Zavezniki pa prek Dražgoš so prvič zaznali, ko so dešifrirali poročila, ki jih je nemški štab z Bleda pošiljal v Berlin, kaj se čudno velikega dogaja v nekem. Nakba je po arabsko katastrofa. Naša Nakba se je začela z eno naših doslej največjih nesreč, z nemško, italijansko in vsakršno okupacijo 1941. leta. Slovenski človek ni imel pred seboj resnično več nobenega obzorja. 4 leta so nas trebili, požigali, česali z ovaduhi, nad prebivalstvo pošiljali cvetober razdivjanih soldatesk, laške masovce, Čerkeze, Špance, Ukrajince, Francoze, Mongole, četnike, ustaše in tako naprej. Okupatorjeve hudote so se zločinsko množile, se poglabljale. Ni bilo tedna brez aretacij, brez ustrelitev, pa za manj. Vstajniške enote so se množile, širile, se krepile. Upor, hvala Bog za vaš pogum. Včeraj ste otroci nas preganjanih Slovencev pri cesti za čez Sočo zažgali kamiončin, potolkli 4 lahe. Ta napis je odkril soboslikar Danilo Šuligoj po potresu, ko je prekrival streho.
General Jak Avšič mi je zaupal, ni bilo boljšega partizana, kot je bil tisti, ki je kdaj videl jokati lastno mater. Slovenija včasih spomni na Ljubeljski predor. Veselo vozimo skozenj, pa vsakič pozabimo, da so ga v Coklah, v Raševini, pod okovanimi gorjačami, pol mrtvi, lačni, izvrtali sužnji. Z bridko žrtvijo smo Slovenci plačali, kar imamo. Naj se ne zgodi, da bi našim ljudem kdaj opešal zgodovinski spomin. Dražgoše, pravim, so nesmrtne. Vendar čemu je Bog vojne izbral prav to ljubo, starožitno, slikovito gorsko vasico na pobočju Ilovice, te Dražgoše, svoj čas znano kvečemu po dražgoških kruhkih, za plemenit simbol drugega svetovnega pomora na Slovenskem. Zakaj danes jih Dražgoše daleč kot ne le pozna, marveč proučuje marsikatera vojaška akademija? Je mar čudno, da se je naš človek tako plebiscitarno odločil za boj, čeprav ni vedel, kako je svetoval francoski pesnik René Char: nemogočega ni moč doseči, nemogoče naj vam rabi za svetilko. Ta dokaz legendarnega junaštva in skrajno domoljubne požrtvovalnosti, ta prva večja bitka med narodno-osvobodilnim bojem, je trpela 3 grozljive dni, od 9. do 11. januarja 1942. leta. Torej v času, ko se je po Rusiji razlivala 3-milijonska pošast, obilno hranjena, z najbolj ubijalsko uspešnim orožjem. Pridrla je na 18 kilometrov do Moskve. 6. armada pod feldmaršalom von Paulusom pa nič kot v Stalingrad, da bi se prav tam v zimi 1943 pošastno zdesetkana predala. Človeka prešinjata srh in ponos v teh dneh brez ponosa. Ob teh idealnih dražgoših junakih sprejeli so boj, čeprav je razmerje sil štelo 1:14. Bilo je turobno, oblačno, vmes je snežilo, zima je padla na -25 stopinj. Ob 4 zjutraj je straža opazila čudno dolgo vrsto tovornjakov. Ti so v napad vrgli 4000 spočitih vojakov z SS-ovci, smučarskim bataljonom. Spet pomislimo, najboljše vojaštvo Evrope se zliva v Rusijo, tu pa se narod skozi 1000 let načrtno vzgajan v pohlevnost upre in z 200 borci izpelje bitko, ki vanjo celo štab SS-ovskega generallejtnanta Schreierja v hotelu Toplice na Bledu komaj verjame, da bi v takem sploh bila mogoče. Grom topov, ki je zamračeval dan, osvetljeval noč, fantazija strojnic z Bičkove skale, boj prsi ob prsi, od hiše do hiše, ustrelitve vaščanov, zažigalne granate,
smrtni kriki, ruševine, požari, megla, lakota, zmrzavanje, zagatnost, stiska, strahovito zgoščeno trpljenje, skratka, za komaj da približno ponazoritev si kaže ogledati dramatično fotografijo s pohoda 14. divizije na Štajersko po zimi 1944 med upadlimi obrazi, pa partizanskega duhovnika Jožeta Lampreta pod bremenom improviziranih nosil. Na večer tretjega dne so branilci zapustili položaje. Obležalo jih je 9, ranjenih je bilo 11. Pa če parafraziram vzklik cineasta Carlosa Alazrakija iz 1986. leta, ne pretiravam, ko trdim, da bi zemljevid Slovenije 20. stoletja bil brez prometejskega kljubovanja Dražgoš nepopoln. Osemsto let in več je naše prednike grobo gnetel tujec. Ni potlej nekako skoraj razumljivo, da so ga 1941. nekateri pričakali kot gospodarja, nekateri celo kot osvoboditelja, vendar v usodno umazanem trenutku, ko je slovenski človek na ljubljanskem stadionu prisegel pred 3 germanskimi policijskimi čeladami s svastiko, se je za vse večne čase obsodil na sramotnost, se pozabil razred renegatov, efijaltov, judežev vseh sort ali vsaj polinejkov. Zlasti večji narodi so na moč ponosni na svoje junake, na zmagovite, odmevne zgodovinske dosežke, pri nas pa terjajo, naj naš človeček ostaja pokoren, ponižno vdan, na kolenih. Slovencem naj sklanja glavo kot opica v kletki in si še naprej nazdravlja s postano, čeprav blagoslovljeno vodo. So, ki se nekaj počutijo šele kot hlapci. Radi bi ostali še bolj hlapci, pa sprašujejo, kdo je v Dražgoše poklical Cankarjev bataljon. Ne vprašajo, kdo je poklical Mussolinija. Ne vprašajo, kdo je poklical Hitlerja. Modrijansko skomigajo in Dražgoše zaljšajo s pomijami. Ondan je nekdo v nekem časopisu duhovičil, kako so po 3 dneh boja partizani stisnili rep med noge in zbežali kot zajci. Ob tem sem se spomnil na ironijo Winstona Churchilla, da je nekoč živel tako bedast konjeniški častnik, da so to opazili celo drugi konjeniški častniki. Namreč, ali je ta nekdo kdaj slišal za nekakšno gverilo, za partizansko taktiko, za bliskoviti napad in hitri umik? Najprvo so od španskih gverilcev, piše Hemingway, začeli Napoleonu izpadati lasje.
In ko so ga spred Moskve 1812. pa brž prek Berezine, noč in dan kot volkovi preganjali majhni kozaški oddelki princa Mihaila Ilarionoviča Kutuzova, prav ti, ki jih je ta nekdo opljuval zajci, so nam po 4 letih težkih žrtev in junaštev prinesli svobodo, nam vrnili Primorsko, nam vrnili čast in ponos biti Slovenec. Dražgoše so nesmrtne. Kot je nesmrtna, na primer, bitka med Špartanci in Perzijci pri Termopilah 480. leta pred našim štetjem. Ta spopad je tudi trajal 3 dni. Razmerje sil pa je neverjetno podobno številu iz Dražgoške bitke. Prav prek Termopil poznamo Efialta, klasičnega izdajalca domovine. Kot vemo iz Evangelija po Mateju, pa za Judo Iškariota, ki je Kristusa izdal s poljubom. Danes naj bi bilo Bogu povšeči škropljenje partizanov z gnojnico in okajevanje renegatstva s kadilnico zvrhano moraličnih dišav. A da bi se za uteho vesti zgodila nekakšna revizija vsaj zgodovine, pa se Dražgoš le primer ne da izničiti. Zbrisati jih je kanil že Hitler, s pobijanjem vaščanov, z miniranjem romarske cerkve Svete Lucije iz leta 1535. Kamen naj ne ostane na kamnu, Dražgoše pa vse bolj živijo. Kje je zdaj ta Hitler? Kje je zdaj ta Hitler, ta šef ogabnih nadljudi, čigar podobo Američani uporabljajo za groteskno komične filme? Naš narod se je, čeravno nevelik, vso zgodovino upiral. Iz punta je padal v punt, od srednjeveških prek Gubca do obsoškega 1713. Kot potoži Prešern, samo krvavi punt poznamo. Pa še to bi farizeji, ki zasramujejo vse naše, vse slovensko, mitskega kralja Matjaža iz ljudske pesmi, zraslega iz puntarskega kmeta Matije, radi zamenjali z ogrskim Matijo Korvinom, monarhom, ki je s kmečkimi trupli dobesedno pregrnil, beremo pri doktorju Grafenauerju Vrbsko jezero. Ondan so se v Kobaridu spomnili začetkov Soške fronte, ki je Italijo pahnila na kolena. V teh bojih so naši ljudje v avstrijskih uniformah trdo branili slovensko zemljo pred požrešnim laškim apetitom. Lahko primerjamo z drugo vojno, ko so naši ljudje v angleških uniformah, vrženih iz zavezniških letal, trdo branili slovensko usodo. Koga so, vprašam, do 1945. branili Slovenci v Hitlerjevih uniformah? Odgovarjajo dom in vero, Boga, ubogi Bog. Ali je res bil tolikan za nič?
da bi moral pod brambo tolikan idealno čednostnih velmož. 1000 let smo Slovenci morali dopuščati, da nas ni. In se včasih vprašam, ali smo zares bili protagonist svoje zgodovine, ali pa je vse bilo samo videz, bilo nekakšne razbolele sanje z refrenom, ali sanje puščajo brazgotine. Pa če smo že imeli ljubljanskega škofa Tomaža Hrena, ki je grebel protestantske kadavre z božjih njiv, jih kidal v Ljubljanico, spotoma iztrebil 100 let slovenske kulture, smo imeli tudi spoštovanega novomeškega prošta, slavnega Slovenca Jurija Zlatkonjo, dunajskega škofa. V grbu je kazal zlatega konja na belem polju. Avstriji je dal muzikalno kulturo. 1513. je ustanovil glasbene vozove, ki so ob nedeljah in praznikih krožili po Habsburški prestolnici in muzicirali. Ustanovil je tudi tako imenovane dunajske dečke, ki še danes živijo in pojejo. Bil je učitelj mogočnemu cesarju Maksimilijanu I. in imeli smo jezik. Brez tega jezika smo kot brez matere in brez očeta. Smo preprosto nič. V 1000 letih se je kot opostojni kapnik delal ta jezik. Kako delamo pa mi z njim? Ta jezik za najmanj 150 milijonov duš. Se Bog zares od hitrice ni zmotil, ko je z njim oblagodaril 2 milijona nehvaležnih, vseenostnih ljudi. Namreč slovenski jezikovni Augijev hlev je ta trenutek tak, da bi nebeški Herakles moral zapeljati skozi Savo in pol Soče hkrati. Zakaj Slovenec, ko da ne zna več spodobno govoriti? Še brati ne. Ozrite se na primer v Državni zbor in prisluhnite nekaterim Demosthenom. Mar mislite, da bi bili manj smešni, če bi svoje otrobe vezali v angleščini? Doktor Ahac, partizanski polkovnik, je pogostoma ponavljal: ni najbolj važno, kako ravnajo drugi z nami, pomembno je, kako s seboj ravnamo mi. Dražgoše, ta največji dogodek v evropskem odporniškem gibanju, so nesmrtne. Vse te preskušene gore, ki bodo na veke, kar so, mogočen pomnik, bodo živo pričale, ko bo krog njih že marsikaj za vekoma izvenelo, potihnilo, zašlo. Izročilo ni le ohranjanje pepela, marveč je predvsem zavarovanje ognja. Dražgoše, ta veličastna zgodba o veliki moralni moči bodo, dokler bomo Slovenci.
Ugasnile bodo šele, če bo usahnil slovenski rod. Dotlej pa naj mu kažejo pot, mu dajejo pogum, samozavest. Še dolgo naj oznanjajo, kaj se je v resnici, kje, kdaj, kako in zlasti zakaj dogajalo ne samo ob bridki ledeni zori 9. januarja usodnega slovenskega 1942. leta. Prav zato bi ponovil, priklonimo se in tiho zamislimo, zakaj ta kraj je svet. Hvala lepa. Najprej je bila osuplost napadenih, potem grozljiva dejanja okupatorja in njegovih pomagačev. Sledil je upor, v njem pa pesem, zapeta, recitirana. V pesmih še danes živita spomin in upornost prednikov. Junaki Dražgoške bitke, svobodo prinesli ste preko hribov, premagali ste vse ovire, pregrade, zastava rdeča naj vam vihra. Življenje svobodi ste dali, življenje za boljši naš svet, če padli ste. Znova ste vstali, kot sklije iz zemlje, nov cvet. Hej, brigade, hibridne, razplodite, zatrite požigalce slovenskih domov. Hej, mašinca, zavodi naj odmeva, pozorni naš pozdrav iz svobodnih gozdov. Hej, mašinca, zavodi naj odmeva, pozorni naš pozdrav iz svobodnih gozdov. Kje so meje pregrade za slovenske brigade, za nas ni pregrad, nekde več. Do sredenih oblačih in programa, pevači se od zmage do zmage naprej. Do sredenih oblačih in programa, pevači se od zmage do zmage naprej. Čez poljarne Poljane, Jadrobele, Ljubljane, naša vojska prve proti vam. Dokler tu so Viljane do Zemljona, ukrade nas slovenske snovi gospodar. Dokler tu so Viljane do Zemljona, ukrade nas slovenske snovi gospodar. In veter je nosil od skale do skale prekletstvo, pogubo in smrt kapitalu. In na ruševinah tega propadlega sveta bomo na naši zemlji postavili orjaški, trden, graniten spomenik Trojici, enakosti, bratstvu, svobodi. Globusze smo zgrabili in gozdove domašli. To sovražnik naš je
Dražgošam v spomin. Draži gost, bojevnik, sijal je v srcih partizanov, v davni veri v svobodo zlato zvezdo vžgal, pod goro Dražgoško, zibelko vaščanov, prebujal se tisočletni duh, Slovencem je v bran. A boj herojev trajal je 3 težke dni. Deviško bele zvezdice padajoč z neba, zabrisati mogle niso rdeče zvezde kri, ki tekla je iz gorenske srčne rane. Za svobodo vseh Slovencev splete nageljne nesmrtnih vencev, krogla, ki borboborce hrabre tam zadane. Gorelo v Hitlerjevi vojski je maščevanje, domačinom ljubo vas so spremenili v pogorišče. Iz rodne grude jih pregnali in 4 leta vojne zaznamovali v kruto njim morišče. Še vedno pa v pomladi zlati se elovica blešči in sonce tople žarke čez Dražgo se razlije. Na težke čase za mladi rod spomin budi junakom, ki s krvjo branili so svoje domačije. Ana Horvat. Žar minulih vojnih let v prsih nam budi spomine nanje, ki so iz temine v zarjo dvignili nov svet, nanje, ki v naš čas zazrti so odšli po poti smrti. Dolge v noč so šle kolone v smrt, da mi bili bi srečni. Že za njimi sonce tone, daljni so, nesmrtni, večni. Včasih še srce ustrepeče, misel svetla gre za njimi in kot v vetru cvetje rdeče, v prsih nam bude spomini. Zakaj pa dekleto
Tu spi junak, tu spi vojak, ki je verjel, da bo iz kamna pognala roža in iz ran, ki je verjel v ta dan, je v dolgi noči jutro slutil, je v strašni temi sonce čutil. Verjel človeka še takrat, ko že pred puškami je stal. Sini moji fantje zlati, ki borite se v gorah, naj ne bo vas zame strah, zdrava sem in delam spet pri vas. A v zaporu mi bilo je, kot bi s konji me teptali. Z mano so tako ravnali sini moji fantje zlati, da bi skoraj vam umrla mati. Sini moji fantje zlati, krila bi vam morala ob rojstvu dati. Krila in roke mogočne, kot so hrasti, ki nad vami zdaj šume. Pa sem dala vam le eno, srce, a tega iz prsi izrujte in viharjem ga darujte. Sini moji zlati, vas bom še gladila po laseh in če ne vrne se noben od treh, sini moji, 3 fantje zlati, žalostna bo, a ponosna vaša mati. Na kordonu grob do groba
Komaj so se rane zarasle, komaj so trte usvetele, pobočja akacij, vinogradov, komaj so vzbrsteli gozdovi in meje, ter ozeleneli kostanji in trave, je že nekdo s to črno in zasmehljivo barvo slonel na tej zemlji, da bi si jo prisvojil, da bi jo s puško in terorjem zaznamoval in jo napravil svojo last. Ta črna barva dučeja, ti okovi, to slepo ječanje prinaša novo usodo, ki jo bomo odpečatili, če tudi s krvjo, če tudi s solzami. Nekaj z bolestjo smo sebe zaprli, svoje ponižanje, svoje gorje, greh maščevanja na ustih zaprli, na zakopali globoko v srce. Ona viharju, viharje presile, kot pajčevine raztrgal okrog. Živil je zopet za novega dneva dja, do poslednjih primorskih domov. Živil je zopet za novega dneva dja, do poslednjih primorskih domov. Strojnice svojo so pesem zapele, zrak je pretreslo grmenje topov. Širne poljane so v ognju zratele klic, brez svobode so sredi gozdov. Širne poljane so v ognju zratele klic, brez svobode so sredi gozdov. Pravim ti, brat, bodi močan, delaj in te ne morejo uničiti. Delaj in stremi za tem uresničiti najglobljo resnico tvojih spoznanj. A sedaj je treba borbe v nas, svete borbe brez strahu. Treba, da spoznamo svoj obraz in da izpovemo, mi smo tu, mi smo tu. Dražgoše so kot simbol upora in spomin na žrtve nesmrtne. Večnost Dražgoš nas opominja na to, da se krvavi dogodki ne bi nikoli ponovili,
da se resnica narodno-osvobodilnega boja ne bi nikdar pozabila. K temu smo pod vodstvom organizacijskega komiteja prireditev po stezah partizanske jelovice po svojih najboljših močeh prispevali. Slavnostni govornik akademik Saša Vuga, garda Slovenske vojske, recitatorja osnovne šole Železniki podružnične osnovne šole Dražgoše, petošolec Tilen Šmit in tretješolec Jure Pintar pod mentorskim vodstvom Jane Lušina. Plesna skupina Skokice osnovne šole Naklo pod mentorskim vodstvom Nataše Zaletelj. Pihalni orkester Slovenske policije pod taktirko Romana Grabnarja. Tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič z dirigentko Pijo Cah ter scenarist, režiser in moderator prireditve Andrej Kokot. To, kar počnemo, to bomo počeli še naprej. Mi s svojim nastopanjem in vi, tovariši in tovarišice, svojo množično podporo na takih dogodkih. Fašizem v različnih obdobjih vedno znova in znova poskuša dvigovati svojo umazano in prevzetno glavo. Bomo to gledali? Zato na koncu velja pozdrav. Smrt fašizmu! Mašujmo vse naše domove, mašujmo vse naše grobove, preženi besneče in reši trpeče. Na juriš! Na juriš, na juriš, na juriš.